Honda Civic je ena avtomobilskih legend. In v avtomobilnosti vedno poudarjamo, da si oznako legendaren zaslužiš, če se konstantno držiš pravil, ki si jih postavil ob začetku. 11. generacija želi nadaljevati poslanstvo tega modela. Še vedno gre za globalen, univerzalen avto, ki želi biti praktičen in obenem ponuditi lahkotno vozno izkušnjo. Novinec še naprej jasno sledi oblikovni zasnovi tega modela, ampak od svojih neposrednih predhodnikov je oblikovno nekoliko bolj zadržan, kot bi želel ugajati nekoliko širšemu krogu uporabnikov. No, komu bo najbolj želel ugajati pri nas? Civic je bil verjetno tako, kakor povsod po svetu, tudi v Sloveniji, eden najbolj prepoznavnih Hondinih modelov. Malo zaradi sebe, malo zaradi Type-ra. Verjetno so ga vedno dojemali kot neko tehnološko dosti dovršeno vozilo in vidimo, da se vozijo te Civici še tudi kar precej stari in prehajajo nekako iz roda v rod v družinah. Načeloma ima Civic drugačen krog, kot pač kupci SUV-jev, zaradi tega že, ker je pač po osnovi nek čist drug avto, mogoče nizek, čeprav opažamo, da starost nekako ni pogojena s Civicom, torej da je ta razpon starosti kupcev res različen, odvisen kaj rabiš. Ključna značilnost 11. generacije je, da bo pri nas na voljo le s hibridnim pogonom. Gre za hibrida, ki svojo baterijo polni s pomočjo dvolitrskega štirivaljnika, za pogon pa vselej skrbi le elektromotor z močjo 135 kW, kar z izjemo zvočne kulise prinaša vozno izkušnjo električnega vozila. Hibridni pogon, ki moč prek CVT menjalnika prenaša na prednji kolesni par, po tovarniških podatkih zagotavlja porabo goriva pod 5 litri na 100 prevoženih kilometrov. Jaz mislim, da so se ljudje navadili, da je Honda pač zdaj samo s hibridi, je pa ta pogonski sklop res čist na nov narejen, prav za Civica, tudi z 2.0 motorjem in mislim, da je tehnološko še bolj dovršen kot ostali. Mislim, da pri vseh Hondah je ta del, da je res varčna poraba in da dobiš veliko za ceno, ki jo plačaš, tisto, kar pretehta. Odsotnost klasičnih bencinskih in dizelskih pogonov pomeni, da tokrat ni na voljo tistih dostopnejših različic z začetka ponudbe. No, ampak Civic želi ponuditi predvsem močan paket. Res, da je uvrščen v C-segment, ampak po vseh karakteristikah presega ta segment. Osnovna oprema je višja kot pri marsikaterem konkurentu, rečemo najvišja, Mislim, da upravič pozicijo na trgu. Pomembnih izboljšav je bila deležna tudi notranjost vozila, ki prinaša izboljšane materiale in funkcionalnosti. In Honda še naprej ohranja fizične gumbe za dostop do najpomembnejših funkcij. Morda bi tokrat raje kot o ohranjanju poslanstva govorili o nadgrajevanju. Civic je namreč tudi zadnjo generacijo pridobil centimetre, pridobil je na prostornosti, povsem novo izkušnjo pa prinaša hibridni pogon. Da bi novosti 11. generacije Honda Civic ponudili v preizkus in oceno tudi vam, vas vabimo, da se nam 19. novembra pridružite ob posebni priložnosti. Svojo udeležbo in test novega Civica si lahko zagotovite na spletnem portalu rtvslo.si.